Ob kulturnem prazniku so se v Krškem že tradicionalno poklonili tistim, ki predano delujejo v ljubiteljski kulturi in tudi kažejo izredne uspehe na tem področju. Tudi v letošnjem letu so podelili priznanje za dosežek leta, priznanje za hvalo ter bronaste in srebrne Prešernove plakete. Med prejemnike srebrnih Prešernovih plaket se je zapisala tudi Sonja Levičar iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. V ljubiteljsko kulturo sem aktivno vključena že od 96. leta, ko sem se s tem začela profesionalno ukvarjati, ko sem se zaposlila na Zvezi kulturnih društev in potem na Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Poleg te službe sem pa že 19. leto tudi pri Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem in seveda pri Zvezi kulturnih društev tudi sem še vedno tajnica. Srebrno Prešernovo plaketo sta poleg Levičarjeve prejela še Andrej Resnik iz Kulturnega društva Svoboda Brestanica in Milena Roštohar iz Društva likovnikov Krško oko. Slavnostni govornik na prireditvi je bil lanski prejemnik Zlate Prešernove nagrade Anton Petrovič, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je kultura neomejen, a obenem trden, prostran, bogat koreninski sistem družbe. Da je kulturno življenje v občini na visoki ravni, se strinja tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško. Ob tem je izpostavil nekaj sredin, kjer je ljubiteljska kultura najbolj zastopana. V ljubiteljski kulturi v občini Krško so predvsem zastopano gledališka dejavnost kot takšna. Imamo pihalni orkester, imamo folklorno skupino, recitatorske skupine in pa ročnodelske spretnosti. Se pravi, to je tisti segment, ki je nekako, seveda poleg vokalne glasbe, ki je najbolj zastopan v posameznih društvih. Najmanj zastopana je plesna dejavnost. Se prebujajo določena področja, tako da imamo na tem področju še nekaj rezerve in upamo, da bomo našli entuziaste, mentorje, ki bodo sposobni nadaljevanja oziroma začetka tudi plesne dejavnosti. Kulturna društva pri delovanju podpira tudi lokalna skupnost. Občina Krško za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture vsako leto objavi razpis. Društva se prijavijo na razpis, komisija oceni posamezno prijavo in glede na oceno potem tudi društvo dobi določen znesek, s pomočjo katerega izvaja svojo redno dejavnost in pa tudi posamezne projekte. Za razpise občina letno namenja približno 100 000 evrov. Seveda si želimo, da bi bilo tega denarja več, kot ga je, vendar razumemo, da je denar ni samo za kulturne dejavnosti, ampak da mora občina v okviru svojih pristojnosti pokrivati širši spekter. Vsekakor pa si društva glede na uspehe, ki jih dosegajo v slovenskem merilu, bi zaslužila tudi kakšen evro več. Za razpise je približno 100 000 evrov, dočim za ostala področja pa koliko so vredni najemi, dvorani in podobne zadeve. Tako da, če bi rekel, vse skupaj je na postavki kulture nekje približno 2 milijona evrov, vendar moramo vedeti, da to ne gre za ljubiteljsko kulturo, ampak da gre več za institucije in pa tiste javne zavode, ki so, vendar so vsi združeni pod eno postavko in zato zgleda številka dokaj visoka. Omogočajo jim tudi prostorske možnosti. Kar se pa tiče poklicne ali pa profesionalne kulture, pa imamo tukaj dve večji inštituciji, to so knjižnica in pa kulturni dom. Tukaj je glavna briga, so objekti, ki pa zopet služijo potem ljubiteljski kulturi. Skratka, ljubiteljska kultura se mi zdi nekako tista, ki je na nek način polnilo, oziroma tisti, ki daje vsebino kulturi v naši občini in zato je tudi potrebno ustrezno parirati s sredstvi.